Evo, en lep pozdrav vsem skupaj in dobrodošli v še eni oddaji popotniškega Snepa. To danes je drugi del z Edino in Janom, s popotnikoma in ustanoviteljema spletnega portala Leap to Quest. Z njima smo v prejšnji oddaji govorili o zahodni obali in zahodu Amerike, o divjem zahodu Združenih držav Amerike. In danes, pa malo drugače, bosta govorila o njihovi delovni izkušnji v Kanadi. Sicer po tem, ko sta imela delovno potovalno izkušnjo v ZDA in na Novi Zelandiji, sta se odločila še doživeti zimo in zato sta izbrala delo v Kanadi. In sicer sta imela par izzivov, ker sta šla brez zagotovljene službe, ki jima je predstavljala nekaj stresa, ampak sta se pol hitro znajdla, ker sta že tudi izkušena popotnika. Dejansko bosta o tem tudi danes govorila, tako da bo mogoče tudi za koga malo inspirativno, pa mogoče malo motivacije, da se tudi brez plana pa tega da odpraviti na take podobne zadeve. Torej, še preden pa nekaj o nas, mi smo oddaja Popotniški snap in organizator te oddaje je Popotniško združenje Slovenije in povezujemo youth hostle po celi Sloveniji. Je tudi mednarodno združenje in deluje na področju mladinskega pa trajnostnega turizma. Še eden izmed naših projektov poleg Snapa je tudi revija, spletna revija Globetrotter, v kateri se najdejo podobne zgodbe, kot jih bomo slišali danes, o popotnikih in njihovih doživetjih, pa nasvetih za drugačna potovanja. Eden od partnerjev oddaje pa je tudi organizacija Mladi Maribor. Tako da zdaj bi pa kar začeli in predali besedo Edini in Janu, da se kar predstavita in začneta v bistvu z delovno izkušnjo v Kanadi. Super. Hvala, Rudi. Hvala vsem, ki ste se mogoče pridružili že zadnjič na najinem tripu po zahodni obali Amerike, pa ste prišli še po kakšno informacijo o delu v Kanadi. Midva sva zdaj, kak je Rudi omenil, bila že na 3 delovno-potovalnih izkušnjah v tujini, v Ameriki, Novi Zelandiji in Kanadi. Vedno po vsaki tej izkušnji smo prišla do zaključka, da želiva čim več mladih oziroma najinih sovrstnikov v bistvu prepričati, da se odločijo za kaj podobnega, ker ti taka izkušnja da res ogromno, kar se mogoče sliši tako malo zlajnano, ampak rasteš kot oseba, vsak na svoj način, vsak se nekaj svojega nauči, in midva bova danes nekako probala povzeti, kaj sva šla iskat v Kanado, pa kaj sva se naučila. Zdaj, ko pa sva se odločala za odhod v Kanado, je nekako to bila najtežja viza, na katero sva šla, v smislu, da sva pred tem doma imela tako udobje. Prvič sva imela svoje stanovanje, neki svoj prostor, svojo rutino, neko udobje doma. In ko je prišel čas za iskanje službe, za kupiti letalske karte, nama je bilo prav malo težko narediti ta korak, ampak sva se potem mogla spomniti samo, kako bi nama bilo žal, če ne bi šla prej v Ameriko ali pa na Novo Zelandijo. In zdaj, ko gledava nazaj, nama definitivno ni žal, da sva šla tudi v Kanado. Ker sva se pač zavedala enostavno, da bo ta izkušnja spet nekaj novega, in da bo definitivno vredno. Zdaj, za pridobitev kanadske vize je proces nekoliko drugačen, kot je za Ameriko in Novo Zelandijo. Samo da povzamem za Ameriko, za to vizo, kjer sva midva bila, moraš biti študent, za Novo Zelandijo moraš biti mlajši od 30 let in se prijaviti na vizo v začetku aprila. Na voljo je samo 100 viz za Slovence in zelo hitro poidejo. Medtem ko pa je za Kanado proces tak, da se v bistvu prijaviš v neki bazen teh v bistvu ljudi, ki si želijo pridobiti to vizo, potem pa ta neka kanadska administracija v bistvu izžreba tiste srečneže, ki dobijo to vizo. Ampak teh žrebanj je na leto več, ker recimo midva, ko sva se prijavljala oba skupaj, je edina dobila vizo
recimo novembra 2021. To je bilo kakšen teden po tem, ko sem se jaz prijavila v toti bazen. Jaz pa sem recimo dobil vizo 3 mesece kasneje. Tako da ni nujno, da že recimo, če se zdaj prijavljate kot par ali pa s prijateljem, prijateljico, je to nekaj tudi, kaj imete v mislih, da mogoče ne boste v istem žrebu dobili vize. Je pa tudi mislim, da omejeno število, koliko jih viz je na leto, mislim, da jih je 250, če se ne motim, in da enostavno v vsakem žrebu jih nekaj žrebajo. Če do zadnjega žreba ne bo zapolnjenih teh 250 viz, bodo vsi, ki so v tem bazenu, vizo dobili. Zdaj, pri urejanju vize morate podati še podatke, kot so potrdilo nekaznovanosti, neka v katerih državah ste bili že v preteklosti, nekaj podatkov o starših, fotokopije pasporta in pa take malenkosti. Ampak po tem žrebu, ko vse to urediš, pa je nekako najpomembnejši oziroma najbolj drugačen korak v primerjavi z ostalimi vizami, pa pridobitev biometričnih podatkov, ki jih v bistvu vse to nekako urejaš na njihovem portalu, uradnem portalu Kanade. V bistvu te vodijo v te biometrične podatke, torej oddajo prstnih odtisov, ki ti potem veljajo 10 let, ampak ker predvidevajo, da še tudi vi niste zase šli tega delati, jih ne boste imeli, kot tudi jih midva nisva imela, ampak to lahko urediš samo v našem primeru, sta najboljša kraja za urejanje Beograd ali pa Dunaj, ker v Sloveniji tega ne delajo, tako da v bistvu moraš iti na Dunaj, da to stvar urediš. Nama se je tudi zakompliciralo to, ker sem jaz dobila vizo prej in potem, ko vneseš te podatke, ki jih oni potrebujejo in priješ do tega dela z biometriko, imaš en mesec časa, da oddaš biometrične podatke, tako da smo midva v bistvu mogla na Dunaj kar 2-krat, ker je Jan toliko kasneje dobil vizo, tako da tudi to je mogoče, če se prijavljate v paru ali s prijateljem, je mogoče dobro malo zavlačevati z oddajo kakšnih podatkov, ker mislim, da vedno, ko moraš naslednjo stopnjo izpolniti, imaš mesec dni časa, tako da je dobro včasih malo zavlačevati. Zdaj, midva sva v bistvu v Kanado se odpravljala novembra 2022 in kakšen mesec pa pol pred tem sva začela iskati službo in službo smo čisto preprosto iskala na vseh teh kanadskih portalih, probala sva po Facebook skupinah, kot je bilo to uspešno recimo za Novo Zelandijo v preteklosti. Ampak se je tukaj izkazalo, da za Kanado je to veliko težje. Te skupine niso bile službe ni tako preprosto bilo dobiti kot za Novo Zelandijo, v skupinah ni bilo toliko nekih novih delodajalcev, ki bi se tam promovirali, tako da smo morali iskati direktno pri nekih delodajalcih po spletu. Res je, da imajo vsi recimo neke kavarne pa turistični centri, kakšna smučišča, imajo vsi na svojih spletnih straneh zavihek za službe, careers, in se pač tam moraš skozi ta njihov proces prijaviti za delovno mesto. In midva smo v tem kakšnem mesecu pa pol, po mojem, oddala kakih 40 prošenj in dobila mogoče kakšne 3 odgovore in od tega sta bila samo 2 z odgovorom ja, ampak to sta bile službi, za katere smo se prijavila čisto tako za rezervo, ker smo se midva tokrat v Kanado odpravljala z željo po iskanju nekih določenih izkušenj. Zdaj, v Ameriki pa Novi Zelandiji smo opravljali že ogromno nekih sezonskih del in iz Nove Zelandije vrnila nekako z svojim manjšim podjetjem
In zdaj sva nekako želela iz te kanadske delovne potovalne izkušnje dobiti predvsem izkušnje iz vodenja ekipe, da bi razvijala neke vodstvene sposobnosti in se zato tudi prijavljala na taka delovna mesta in mogoče tudi zaradi tega bilo težje mogoče za naju dobiti službo, ker smo ciljala na te položaje. Ker enostavno smo osebno želela dobiti izkušnjo iz vodenja ekipe, se naučiti, če si morda kdaj v prihodnosti želiva tudi midva koga zaposliti. Tako da to je bil najin recimo načrt in cilj, kaj želiva iz te delovno-potovalne izkušnje v Kanadi odnesti. To, da se naučiva vodstvenih sposobnosti in da doživiva eno tako kanadsko zimo, da čim več smučava in spoznava nekaj super ljudi, kot smo na vseh teh prejšnjih delovno-potovalnih izkušnjah. In prvi načrt je bil, da bi potovala na zahod Kanade, ker je tam ogromno smučišč, ogromno priložnosti za sezonsko delo. Ampak, ko sva iskala službe, je bilo v bistvu manj odgovora iz teh smučišč na zahodu, ker imajo več služb, je tudi več takšnih sezonskih delavcev, ki gre prvo na zahod in so imeli kar veliko stanovanjsko krizo, ker so večinoma se že ti položaji zapolnili in so ljudje že imeli tam službe. Tako da sva se midva sprva odločila, da letiva na vzhod, letiva v Toronto, tam probava poiskati službo in se potem v primeru, če se bi zgodilo, da ne bi dobila službe, še vedno lahko greva na zahod. Tako da sva v bistvu prišla v Toronto, za prvih nekaj dni imela rezerviran Airbnb, uredila še vse potrebno, ko pač prideš v tujino tudi delati, torej smo morala odprti bančni račun, si urediti njihovo kanadsko telefonsko številko in pa kanadsko davčno številko, ker je to vse nekaj, kar potrebuješ, če te nekdo želi pač seveda uradno zaposliti. Tako da prvih par dni smo urejala to, si ogledala Toronto, pa v bistvu te Niagarske slapove, ki so zelo blizu Toronta. Potem pa šla v bistvu z vlakom, pa 3 avtobusi, kakšnih 6 ur vožnje z vsemi temi prestopi in vso najino prtljago, severno od Toronta do enega manjšega kraja, kjer pa se je v knjižnici v bistvu predstavljal eden v bistvu zaposlovalcev iz smučišča v zvezni državi Ontario, ker sva na spletu zasledila, da bo tam v eni knjižnici v bistvu job fair, kjer bodo se ti delodajalci predstavljali. In midva smo v bistvu z vso najino prtljago, brez nekega drugega načrta, nisva imela niti prenočišča za tisto noč rezervirano, prišla tja, se predstavila in pač rekla, da iščeva službo. So naju vprašali, kakšno službo si želiva, sva povedala točno, po kaj sva midva prišla, kot sva si zadala najin načrt, povedala vse najine delovne izkušnje od prej. Potem je bilo vprašanje, kdaj si želiva začeti delati, sva rekla, če le mogoče jutri. In ja, v bistvu sva dobila službo kot vodje ekip v teh smučarskih kočah na dnu smučišč. Tako da sva naslednjih 4-5 mesecev preživela na smučišču Blue Mountain v Ontariju, kjer sva vsak bila v svoji tej koči in vodila ekipe front of house, kar pomeni, da so bili to tisti, ki so stregli gostem, ki so delali na blagajnah, pripravljali dogodke, smo bila nekako v komunikaciji z kuhinjo, tako zelo neko razgibano delovno mesto. In sva se praktično v bistvu naslednji dan tudi selila v ta staff housing oziroma pač hiše, ki so ob smučišču bile namenjene vsem tistim, ki smo prišli na smučišče tudi delati.
živela sva z 8 drugimi pari, tako da je bila kar polna hiša, ampak se nekako navadiš. Čeprav je ravno to bil Ja. tisti strah oziroma tisto, kar smo mogli žrtvovati, ko smo šla od doma, smo imela svoje stanovanje, pač končno živiš na nekem tem svojem obdobju, pa moraš potem spet začeti živeti kot študent z vsemi ostalimi. Ampak ja, spet smo ustvarjali ful dobra prijateljstva kot z vsemi sodelavci na smučišču. Je bilo veliko Avstralcev, predvsem Avstralcev in pa Angležev, ki so tam delali, in pa Kanačanov, tako da smo se hitro zelo dobro zastopili in je bila ta izkušnja spet polne hiše super na koncu sezone. Ta smučarska vasica, v kateri sva delala, pa je bila res kot z nekšnega božičnega filma, ko je bilo to vse zasneženo in vse okrašeno, je bilo Tako pravo pravično. božično vzdušje, ki ga mogoče že nekaj časa v Sloveniji nismo imeli. In ja, še posebej, ko so pač tudi turisti pač prišli, pa so bile te ceste polne, pa ob dobri hrani, pa pijači, smučanju, je bilo res super vzdušje. To so recimo najini pač sostanovalci. Vse te hiše so bile nekako skupaj, tako da smo v bistvu čez dan se pač v bistvu praktično družili v službi. Po službi smo vedno imeli opcijo iti takoj smučat. Imeli smo vsi v bistvu prost vstop na smučišče, smo bi vedno si lahko sposodili vso opremo, tako da ali smo se družili na smučišču ali kasneje v teh hišah. In ja, kot vedno prideva iz teh delovno-potovalnih izkušenj, so ta prijateljstva en veliki razlog, zakaj se še vedno znova potem odločiva za kakšno podobno izkušnjo, ker ponavadi spoznaš ljudi s podobnimi željami, s podobnimi cilji, ali pa ti dajo inspiracijo za kakšen novi cilj, ker vedno spoznaš kakšno zanimivo novo osebo. Tako kot je Jan rekel, vsak od naju je delal v eni izmed koč pod smučiščem. Je pa bilo to kar zahtevno delo, kot je Jan rekel, smo komunicirali s kuhinjo, z gosti, vodil si ekipo vseh, ki so stregli, pospravljali mize, pozdravljali goste, bili na blagajnah. In ko delaš z ljudmi, je dostikrat pride do kakšnih sporov med zaposlenimi, tako da sva se tudi v tem aspektu ogromno naučila, kako je voditi ekipo, še posebej, ko živiš in delaš v neki tuji državi, govoriš tuji jezik. Mogoče je tudi to bilo nama neki izziv, ker kot je Jan rekel, sva delala večinoma z Avstralci in Angleži, in njihov prvi jezik je angleščina, pač prvi jezik je slovenščina, tako da je tudi včasih komunicirati težje na takšen način, kar vse, kaj poveš, pride do pač. Pač da mislim, že tako je skomunicirati čim bolj natančno v takih situacijah, če je kakšna težja že v slovenščini včasih težko, da si dovolj jasen, tako da sva tukaj bila včasih v takih konkretnih izzivih, ampak ja, sva se iz tega veliko naučila, no. In kot sva rekla, je ena izmed stvari, po kateri sva šla v Kanado, bila zima in pač vsaj čeprav ni bila ena hujših zim, kot so rekli, je pa nekaj dni bila pa res tista konkretna zima, ko je bila temperatura tam pod -30 stopinj, pa veter, sneg, ko se enostavno pač
na cesti ni bilo nobenega avta, mi smo še vseeno morali iti v službo, tako da pač, ko si šel po cesti, pač si dobesedno, pač trepalnice so zamrznile, pač, ja, je res mrzlo. In je bilo kar nekaj dni, pač tako okoli -20, -30 stopinj Celzija, tako da si se mogel kar pač skrivati v hiši, no. Je mogoče tudi v redu, če kdo namerava iti v Kanado, da si tudi tam kupi oblačila, recimo jakne, pa takšne stvari, si najboljše kupiti tam, ker imajo res ogromno izbiro zelo kvalitetnih stvari, in ja, res rabiš dobro opremo. Dobro zimsko opremo, ja, da vse to preživiš. Zdaj eno takih highlightov je bilo tudi, ko smo v bistvu organizirali svetovni pokal v deskanju na snegu. Je bilo tudi to zanimiva izkušnja, ko smo v bistvu vse pripravljali za ekipe, za ta dogodek in tam stregli hrano in pijačo. Smo pa v bistvu proste dneve probali s sodelavci, z ekipo izkoristiti tudi še za malo, poleg smučanja, za raziskovanje okolice, da smo se odpravili na kakšen izlet v Toronto, kjer smo si ogledali tudi tekme Toronto Raptorsov v NBA-ju. Večere smo včasih izkoristili tudi za kakšne žurke, ker večina teh mladih iz Avstralije in pa Anglije so bili mlajši od naju, so še bili študenti, tako da so še imeli še več energije kot midva, in so naju v bistvu nekako še naprej motivirali, ker sva bila tako družabna, in ja, sva hvaležna za take večere, ker že recimo kar je ena takih prednosti tudi teh delovno-potovalnih viz in teh prijateljstev v tujini je, ne samo, da jih lahko ti obiščeš tam, je tudi to, da oni obiščejo kasneje tebe, in že recimo naslednji teden prideta prijatelja, s katerim smo živela in delala, na obisk v Slovenijo, in so to neka taka zelo močna prijateljstva, ko te take izkušnje zelo povežejo. Zdaj mogoče bi koga zanimalo, kakšni so stroški takega potovanja, dela v tujini, in pa stroški urejanja te vize. Zdaj midva sva za to, da sva kupila letalsko karto, uredila zavarovanje v tujini, uredila vizo, in pa v bistvu rezervirala Airbnb za prvih nekaj dni v Torontu, zapravila 3.000 evrov skupaj, kar pomeni, da je bilo to recimo 1.500 evrov na osebo, da ti v bistvu prideš v Kanado in imaš urejeno vse, da lahko začneš ti tam delati. Od tega je za predstavo je za to, da urediš vizo in pa biometrične podatke, bila cena 250 evrov, vse ostalo pa je potem odvisno od tega, kakšno letalsko karto dobiš in kje urediš zavarovanje. Midva sva zavarovanje uredila na strani True Traveller, kot sva tudi že prej, ko sva potovala na Novo Zelandijo in sva imela z njimi vedno dobre izkušnje, tako da je tam pač seveda cena odvisna od tega, kakšno stopnjo zavarovanja urediš, in je pač to seveda odvisno od tvojih želja. Za letalsko karto pa mogoče kakšen nasvet je to, da iščeš lete v torek ali četrtek, ker so ponavadi takrat letalske karte najcenejše, in za naju se je recimo veliko bolj splačalo kupiti povratno letalsko karto kot pa samo enosmerno, ker smo v bistvu za isto ceno dobila povratno, kot bi kupila enosmerno. Tako da smo potem samo v bistvu kasneje tisti povratek nekoliko zamaknila, nekaj doplačala, pa še vseeno prišla veliko ceneje skozi, kot če bi kupila dve enosmerni letalski karti. Tako da ti stroški so bili 3.000 evrov in to so bili ti predhodni stroški, ki so v najinem primeru predstavljali 70%.
Zdaj, v tistih 5 mesecih, ko pa sva živela, v Kanadi, pa je, večina, teh stroškov prihajalo iz hrane, ker smo si pač, nekaj kuhali, v, tistih, hišah. Je pa res, da tukaj med stroški midva nimava najema, stanovanja, zaradi tega, ker so nam to, pri vsakem v bistvu plačilu čisto preprosto odtegnili od plače, tako da midva nisva tega tukaj, vnašala. Za predstavo, pa je, v bistvu najemnina te, sobe, v kateri sva stanovala, bila, Je 40 kanadskih dolarjev na dan, tako da približno 30 30 evrov na dan za naju. Tako da, če potem potegneš črto čez en mesec, je to velika najemnina, še posebej, če pogledaš, da si pa hišo deliš še s 6, 8 drugimi, sostanovalci. Čeprav je v hiši bilo veliko prostora, v kuhinji, v jedilnici smo imeli več kopalnic, ampak vseeno ta strošek, stanovanja recimo je v Kanadi definitivno največji strošek, ki ga lahko pričakuješ. In če nameravaš oditi, tja na to, delovno-potovalno izkušnjo, seveda imej v mislih, da se lotiš iskanja službe veliko prej. Torej, če nameravaš iti tja za poletno sezono, se loti iskanja službe pozimi, da si garantiraš, da boš našel službo, ki ti nudi ob enem tudi, stanovanje. Zaradi tega, ker če pa si zrihtaš službo, pri čemer delodajalec nima svojih, stanovanj, ki jih nudi svojim, delavcem, se stvari lahko zelo zakomplicirajo, ker je pač potem moraš še dodatno iskati stanovanje in iti skozi bolj kompliciran proces, kot pa če najdeš samo delodajalca in potem samo pri njem rešiš v bistvu še to stanovanje. To je eden izmed predlogov, da se odločiš v eni sezoni pred tem iskanjem službe za naslednjo sezono. Ker tudi zdaj, ko so najini prijatelji, ki so v bistvu, delali pozimi tukaj in so poleti želeli iti v kakšen drugi, resort, so, ugotovili, da tisti, ki so se začeli prijavljati konec, zimske sezone, da so imeli težave v bistvu, najti, primerno delovno mesto, še posebej tisti, ki so iskali, delovno mesto s, prenočiščem. Zdaj mogoče, glede na to, da sva midva tukaj bila 5 mesecev, in sva se res imela fajn, naučila sva se, vseh teh vodstvenih sposobnosti, naučila sva se veliko bolje, smučati in našla zelo dobre prijatelje, sva dobila v bistvu vse, kar sva od te izkušnje želela. Sva pa si želela recimo še potovati po Kanadi, ampak ker je po koncu sezone še Kanada bila čisto v snegu, še bilo zelo mrzlo, je bilo potovanje precej omejeno. Tako da sva se v tistem trenutku v bistvu, odločila za to, da bova odpotovala na zahod Amerike, in, je sonca tam, vendar še v tistem času vedno razmišljala, da bi pa po tistem, tripu še vseeno šla nazaj v Kanado, do konca najine vize, ker viza, je veljavna 1 leto, in nekako tehtala odločitev, ali iti na zahod Kanade še po novo izkušnjo v poletju tam, ali oditi domov, kjer pa sva imela svoje, podjetje, Koru, sladoled in sva v bistvu, nekako po vseh teh najinih izkušnjah, v Ameriki, Novi Zelandiji in Kanadi, nekako prišla do zaključka, da, sva zrasla osebno dovolj oziroma do te mere, da nama ta nova delovna izkušnja na zahodu v Kanadi ne bi ponudila toliko novega, kot bi nama ponudilo, delo in pa življenje, doma. Tako da sva nekako prišla na neko novo, recimo temu rečeva, stopnjo v najinem življenju, najinem potovanju, raziskovanju sveta, da, v bistvu, sva s tem zaključila te delovne potovalne vize, zaenkrat.
teh pol leta v Kanadi zdaj trenutno res zelo ceniva in sva potem, čeprav nam je bilo težko oditi, hvaležna za tako izkušnjo, pa bi vsem priporočala, ker kot vse te delovne potovalne izkušnje dajo veliko, še posebej pa morda, če boste imeli priložnost iti tja za leto dni in recimo eno sezono na vzhodu, eno sezono na zahodu Kanade, da še imate to izkušnjo iz celotne Kanade, bi res fejst priporočala. Super, hvala za predstavitev, ker mrzlo je rata, čeprav je vroče tam not. Lepo pasalo za malo hladiti. Tako, ja, mislim, res, sploh najbolj me je tisto na začetku, no, ko sta rekla, da sta šla brez plana na ta job fair. To je res tako, wow. Zelo... Ja, mislim, je bilo... Ja. Je bilo kar stresno, ampak pač, ko enkrat imaš neki načrt pa željo, pa verjameš v sebe, v te neke svoje sposobnosti, pa svoje prejšnje izkušnje, je tako, da se mi zdi, da hitro pol se nekako obrne v tvojo prid, ampak pač moraš v tistem trenutku pač verjeti v to, pa si upati, pa iti. Še posebej osebno, recimo, ko iščeš službo, še vseeno kljub vsem tem, kako se je vse skupaj razvilo z maili pa vse ostalo, še vseeno to, da prideš ti se osebno predstaviti, pa pokažeš, da si zainteresiran, pa mislim, da s tem, ko smo midva za svojo predlogo prišla tja, smo jih prepričala, da sva zainteresirana, se mi zdi, da se stvari lahko hitro pozitivno obrnejo, no. Ja, je pa to zdaj, ko gledaš nazaj, je lažje biti samozavesten glede tega. Je pa včasih nama je bilo ful težko v tistem trenutku, ker ja, smo šla z 3 avtobusi, z vlakom, 6 ur nekam in če ne bi dobila službe, bi mogla iti še enkrat celo pot dol v Toronto, si kupiti letalske karte za zahod, bi bilo spet ful nekega dela, nekega razmišljanja in tudi denarja, ne, kar je investicija, je, da na začetku zapraviš vse za letalske karte, za prenočišča in ja, se nabere, no. Ja, in imaš službe, je v redu imeti kar zalogo denarja, da lahko preživiš na začetku, ampak ja, na srečo se je nama dobro izšlo. A to je bil plan B, ne? Če tam ne bi dobila, bi šla nazaj v Toronto in pol na zahod. Tako, to je bil plan B, zaradi tega, ker je enostavno pač na zahodu v zveznih državah Alberta pa British Columbia, tisti, ki ste si pač gledali za to delovno potovalno vizo v Kanadi, je pač tam največ sezonskih del, tako poleti kot pozimi, ker je enostavno smučišč, gor, jezer, kjer imajo vse te rezorte in pač delodajalcev je tam ogromno. Ampak ja, ker so ti kraji tam tudi tako lepi, kot so, ne vem, Lake Louise, vsi ti kraji, ki so nam vsem dobro znani, je enostavno tudi toliko mladih, predvsem iz Avstralije in Anglije, ki grejo tja, da je službo res kar težko dobiti. Če pa že službo dobiš, pa je problem potem pri prenočišču, zato je pač ta predlog, da iščeš čim prej to zaposlitev, no. Če nočeš mogoče riskirati v neki meri, kot smo midva. Ja, dosti je tudi prišlo parov kasneje delati v to letovišče, kot smo bila midva, ker so rekli, da so prvo bili na zavodu, so probali najti službo, niso našli službe s prenočiščem in so pač prileteli na vzhod. Okay. Je pa zdaj mogoče, da ne bi koga prestrašila z tem, da je nek začetni vložek, recimo, kot smo midva rekla, 1500 € na osebo, da si vse to urediš, preden sploh začneš delati, pa potem še mogoče, če še nimaš službe, malo nekaj prihranjenega imeti, da v primeru, da si potem še tam poiščeš službo.
pa pač visoki stroški tam življenja, vseeno pač ja, plača je višja, ampak si še vseeno lahko v tistem delu tam v 4 mesecih smo recimo midva si uspela prihraniti dovolj denarja, da sva si povrnila vse začetne stroške, vse stroške življenja v Kanadi in pa potem kasneje vse stroške potovanja, tistega potovanja po ZDA, ki sva ga predstavljala prejšnji teden in domov prišla na neki pozitivni nuli. Torej, se vse to da, ampak ja, z nekim načrtom, pa vseeno malo mogoče z nekim varčnim odnosom med življenjem v Kanadi se potem da tudi kasneje z temi prihranki potovati pa priti domov z nekimi prihranki, da v bistvu ne pograbiš vsega, kaj si doma prišparal. Aha, tudi če ne bi, ker vidim, da sta bila bolj v vodstveni vlogi, se pravi, predvidevam, da je bila tudi plača bolj višja, ne? Ja. Ampak verjetno tudi, če bi v servisu normalno delal, bi se dalo Tako. Še posebej recimo tisti, ki imate, midva recimo doma nisva imela nobenih izkušenj recimo z delom v baru ali pa kakšne takih stvari, tako da če imaš te izkušnje, pa ti je fajn delati v baru, še posebej, če si mogoče recimo dober v tem, to tam vedno iščejo. Poleg tega pa ponavadi ti, ki delajo v servisu, zaslužijo še več kot pa nekdo na nekih vodstvenih položajih, ker recimo tisti, ki so delali z nama in so delali za barom, so služili dnevno več kot midva, ker enostavno so napitnine tako visoke, da kljub temu, da imaš nižjo plačo, tisti ponavadi, ki delajo v baru, še imajo nižjo od vseh ostalih, ampak so napitnine tako visoke, da se lahko potem s temi napitninami ful prišparaš, no. In to je mogoče najboljši predlog za vse tiste, ki jim pa je fajn delati na takih delovnih mestih. Ja. Podobno kot v Ameriki, pol situacija je bolj Kaj pa tistim, ki se recimo prvič odločajo za neko delovno tole izkušnjo, to je delovno vizo. Katero od teh treh bi mogoče za prvič predlagali? Kanada, ZDA, Nova Zelandija? Definitivno ZDA, zaradi tega, ker za ZDA je tako, da pač prvo kot prvo moraš biti študent, da lahko tisto vizo dobiš, tako da nočeš tega, mislim, zamuditi, ker pol, ko si enkrat več nimaš statusa študenta, te vize več ne moreš dobiti. Poleg tega pa to ureja agencija Nomago in v bistvu ti oni uredijo vse, tako da ti oni uredijo, z njihovo pomočjo urediš letalske karte, zavarovanje v tujini, ti v bistvu uredijo tudi službo v Ameriki, potem ti najdejo takšnega delodajalca, ki ti nudi prenočišče, ki ti potem uredi tudi vse te potrebne stvari, kot so davčna številka, bančni račun v tujini in je za prvo izkušnjo to zelo dobra neka iztočnica, zaradi tega, ker ko greš prvič nekam tja v tujino, ne veš, kaj vse moraš urediti pred odhodom in po prihodu tja. In ko te nekdo tako vodi skozi ta proces, je zelo dobro, ker kasneje potem, ko sam vse to urejaš, je veliko lažje. Zdaj po Ameriki pa bi recimo pač isto kot sva midva naredila, priporočala, da greš na Novo Zelandijo, zaradi tega, ker za Novo Zelandijo je pa omejitev pod 30 let, medtem ko pa je za Kanado omejitev pod 35. Tako da za vse te vize, Kanada, Nova Zelandija, pa je pač dejstvo tudi to, da lahko vizo dobiš samo enkrat v življenju. Tako da, in mogoče za Novo Zelandijo je malo težje dobiti, ker je omejeno na 100 ljudi na leto. In če ti ne uspe prvič dobiti vize, še vedno lahko mogoče se prijaviš v ta bazen za Kanado, pa probaš Kanado, pa se kasneje prijaviš še za Novo Zelandijo, da nekako na tak način, če imaš željo čim več teh viz izkoristiti, da potem tudi do 30. leta nekako dobiš vsaj ameriško pa novozelandsko vizo, če imaš pol vedno opcijo do 35. kanadsko.
Ja, torej morajo kar po vajinih stopinjah iti, tako kot sta vidva šla po teh delovnih izkušnjah. Tako, ja, mislim, tako se je nama zdelo nekako najboljša ideja, no, da bova sama sebi omogočila, da bova lahko na vse te izkušnje šla. Ja, super. Super nasveti. Imata mogoče še kako zadnje sporočilo za nekoga, ki bi se želel odločiti, pa mogoče, ne vem, ali nima poguma ali kakorkoli, ne? Pač mogoče samo to, da midva sva recimo zaključila študij iz fizike pa matematike, in sva šla po zaključku študija na vse te delovne izkušnje. Doma odprla recimo podjetje prodaje sladoleda novozelandskega po dogodkih, in zadnjih 5 let na takšen način preživela, in se naučila v bistvu iz tega, kaj si sploh v bistvu želiva iz svojega življenja, kako želiva živeti, kako želiva potovati. Dobila sva neko zaupanje v svoje sposobnosti, in predvsem sva nekako se naučila oziroma, kako bi rekel, postala samozavestna v najinem načinu življenja, no. Da naju ne moti neko mnenje drugih, ki morda živijo na drugačen način, in se mi zdi, da če se to naučiš iz nekih izkušenj, ki ti jih morda domače okolje včasih ne more dati, zaradi tega, ker si v neki coni udobja, obkoljen mogoče z istimi ljudmi, kot si bil zadnjih, ne vem, 5 ali pa 10 let, se znajdeš v situacijah, ko enostavno začneš, moraš razmišljati drugače in mogoče malo bolj samostojno, in mislim, da je to nekaj, kar je veliko vredno, no, in če imaš Take izkušnje definitivno pomagajo pri tem. pri tej rasti, veliko bolj pospešijo neki tvoj napredek pa pogled na neke določene situacije. Tako da že iz tega razloga, če je to vse, kaj potegneš iz tega, je že to dovolj. Na vse, glede na to, da še spoznaš vse kolege, pa živiš nekje drugje, potuješ, to pa je še potem samo tista pika na i. Ja, ja, že ta cela izkušnja, ta samostojnost pa rast je že to sama po sebi bi mogla biti dosti velika motivacija, da greš na tako stvar. Res je. Sigurno. Dobro, evo, smo pri zaključku oddaje. Jaz bi se vama res ponovno spet zahvalil za res odlične informacije, pa mislim, tako se mi zdi, da bo kar za inspiracijo za nekoga, no, ki mogoče razmišlja o tem, da bi se odpravil na tako izkušnjo. Tako da Super. hvala vam. Ja, Super, lepa hvala tebi. tebi, Rudi. To je najni cilj, no, da še koga navdušiva na tem delu nepotovalnimi vizami. Super. Najdejo vaju pa na profilu Live to Quest, ne, na Instagramu, Facebooku, pa verjetno imate še kaj. Tako, ja, še tudi mislim, tisti, ki bi si želeli kakšne podobne izkušnje, imamo na najini spletni strani Live to Quest tudi še dosti teh informacij, kako do vize, pač kaj vse urediti pred odhodom, po prihodu, si lahko najprej tam preberete, če pa še imate kakšna vprašanja ali pa še želite mogoče kakšen nasvet, pa sva vedno na voljo tudi, da nama napišete kakšno sporočilo. Super, hvala. In hvala vsem, ki boste to poslušali, ker smo malo spremenili in naredili vnaprej posneto oddajo, tako da nimamo vprašanj iz publike, ampak ja, se bomo tudi vrnili v tisti prvotni sistem snemanja oddaj. Lahko nas pa spremljate na profilih Popotniškega združenja, na Facebooku in na YouTubu imamo tudi kanal, tako da lahko gledate vse te naše pretekle oddaje in prihodnje. Tako da hvala vama in hvala vsem. Hvala lepa. Lepo bote. Čau. Čau.